končno je prišel heroj karizmatične moči. 600 ljudi me čaka zadnjih na seminarju, mikrofon je ready, intro video se rola, danes bomo naredili akcijo, večer, ki ga noben ne bo pozabil. Jaz sem odpravljen, ste vi pripravljeni? Gremo! In zdaj je čas, da vsak izmed nas postane heroj. In punce, da postanete herojke. Zaradi tega, ker imamo to vsi v sebi. Mi vsi smo se rodili kot heroji. Mi vsi smo se rodili kot herojke. Rodili smo se zato, da naredimo, da pokažemo svetu ti, zaradi česar smo heroji. Zato vam bi rad zdaj v tem delu pomagal, da prijete tja. Zaradi tega, ker vem, da ta svet včasih ni enostaven za živeti. Vem, imate družine, imate posle, imate okoliščine, ki so včasih težke, ki so zahtevne, ki zahtevajo od vas modre odločitve, ki zahtevajo od vas, da veste, kaj za vraga morate narediti. Kdo ve vedno, kaj mora narediti, ne ve, človek živi pa sproti ugotavlja. Pa narediš neko stvar, pa narediš napako, pa se naučiš v njej in ni vedno enostavno stati na nogah. Ampak vedno imamo izbiro, vedno se mi sami odločimo, ali bomo stali na nogah ali ne bomo stali na nogah. Lahko dovolimo, da nas neka stvar pogrne in ostanemo na tleh, lahko se pa dvignemo. Kot Dejan Zavc, ko se rekel not v pesmi. Lahko se sami odločimo, kam bomo gledali, koga bomo gledali in kako bomo živeli. In najprej bi vam rad v prvem delu pokazal, kako boste fantje postali heroji. In to v drugem delu, da je bolj dramatično, kako boste punce postale herojke. In potem, kako lahko skupaj z roko v roke funkcioniramo. Zato, ker to je smisel, a ni? A ni smisel, da se naučimo skupaj živeti, da se imamo fajn, da se zabavamo, a ne? Skupaj, da se imamo radi, da se pogovarjamo lepe stvari, da si pomagamo, da se podpremo. Ampak če hočemo to narediti, mora vsak živeti v svoji moči. Mora vsak znotraj sebe ustvarjati tisti vir energije, tisti vir samozavesti, zaupanja, s katerim lahko dvigne sebe na noge, s katerim lahko dvigne druge na noge. In fantje, naj vam povem, če vam bo kdo rekel drugače, vam laže. Vsi ste heroji. Če vsak izmed vas v tej dvorani je heroj, pa me sploh ne zanima, s čim se ukvarjate, pa me sploh ne zanima, kakšne cilje imate v življenju, samo s tem, ko obstajate, ste heroji in imate pravico, da to svoje herojstvo pokažete svetu. Imate pravico in to je vaša dolžnost, da pokažete svetu, kdo ste, zato ste se rodili. Veste, 7 milijard ljudi nas je na svetu, ampak vsak ima svojo nalogo, vsak je prišel na svet zase in za druge, vsak je prišel na svet z obrazom, zato da ga pokaže drugim ljudem. In to je vaša naloga, moja naloga z vami, tako kot jaz danes kažem vam svoj obraz. Je čas za vas, da vi pokažete svojega. Zakaj? Ker je lep. Zakaj se bojite pokazati svoj obraz? Zato, ko vam je nekdo rekel, da imate prevelik nos? Zato, ko vam je nekdo rekel, da imate preširoko glavo, mene skozi govorijo, da imam preširoko glavo. Imam pač veliko možganov. Razumete? Mene non-stop ljudje sprašujejo, a ti treniraš basket, ha? A treniraš rokomet? Zakaj? Zato, ko si velik. Skozi mi govorijo, da imam dolge noge. En prijatelj mi je rekel, da sem kopičjak, ko imam dolge roke. Vedno imam probleme kupiti srajce, vedno imam prekratke hlače, 2 trgovine v Ljubljani sta, ker dobim dosti dolge hlače, ker imam baje predolge noge za svoje telo. Ker noge pa roke imam dolge za človeka, ki je visok 2 metra, jaz sem pa 1,94 m in sem čuden. Kaj pa je? In pokažem se ljudem in mi je vse, kaj si mislijo. Zaradi tega, ker vem, da sem v redu, ker vem, da so moje dolge noge moje noge. Ker vem, da moja velika glava, moja glava. Vem, da je moj glas, ali je počen ali pa ni počen, moj glas je. In moja naloga je, da ga pokažem svetu. In svet lahko ima samo čast, da me sliši. Ampak svet ima lahko čast, da sliši vas. Nisem jaz danes stal tukaj, ko sem pomemben, nismo tukaj zaradi mene. Jaz vem knjigo Heroj na pamet, jaz se nisem napisal zaradi sebe. Res, verjamete, pisatelji nikoli ne napišemo knjige zaradi sebe. Vedno napišemo knjige za tiste, ki jih berejo. Tukaj smo za vas in svet ima lahko čas, da ste videli tega sveta. Včasih vidim fante, ko so toliko pametni, toliko lepi,
in hodijo brez herojstva vse po ulici. Zato, ker jim je nekdo rekel dolg časa nazaj, da si ne zaslužijo, da so smotani, da so debilni. Veste, kolikrat slišimo, fanti, te stvari? Pa ti pa v šoli povejo, da včasih, da si naum, zaradi tega, ker ti ne gre matematika. Pa mogoče samo ne vidijo, da si mogoče malo bolj dober v športu. Pa včasih ti reče, da si smotan, ker ne vidiš, ker ne razumeš drugega človeka. Pa mogoče ti ljudje spregledajo, da se sam s sabo ukvarjaš. In kaj začnemo potem, fanti, delati? Bežati začnemo pred odgovornostjo. Zaradi tega, ker če ti 10-krat, 20-krat, 30-krat na mesec na leto slišiš, da nisi dober, da 30-krat na leto te nekdo primerja z drugimi ljudmi, pa ti pove, da so tvoji cilji napačni, pa ti pove, da tvoje sanje niso v redu zate, pa da je nekaj narobe s tabo, potem začneš bežati. Logično, a ne? Odmakneš se od odgovornosti, zato da se ti ne treba izpostaviti, zato da ti ne treba pokazati obraza. Ker takrat, ko se moraš ti soočiti z odgovornostjo v življenju, moraš pokazati obraz in moraš vedeti, kdo si. Ker če ti ne veš, kdo si, če nisi v svoji moči, potem ne moreš se z odgovornostjo sfajtati. Kolikrat vidim fante, ko pridejo k meni, so stari 30 let, pa rečejo, a veš, dobil sem dojenčka in nimam pojma, kako biti foter. Dvignite roke vsi, ko ste očetje. Dvignite roke. Ok, pa vse mame še dvignite roke, evo, dvignite roke, vsi, ko imate otroke. Ok, a je kdo od vas, ki je prvega otroka dobil, vedel, kako biti starš? Heroj, evo. Sprot, razen njega, sprot ste ugotavljali, ne? Pa ste včasih malo probali, pa je otrok se malo preveč bucno, pa klinc ga gleda, pač boš imel buško, se pa se celila, pa ste mu dali prevroč mlek, pa ste mu dali prehladen mlek, pa ste probavali, pod kjer je hrani ima vetrove, pa po kateri nima. A ste zato zdaj slabi starši, a zato ne smete drugega otroka imeti? Ja ne, se morate nekje naučiti. Ampak fanti velikrat, namesto da takrat, ko pride situacija, ko pride posel, ko ga morajo speljati, ali pa ko pride točka, ko se morajo spostaviti, pa rečete, evo, to sem jaz in to je moje ime in to je moja naloga, se potegnejo nazaj in zbežijo. In potem zbežijo pred problemi in zbežijo pred soočenji in zbežijo pred odgovornostjo. In težko je z takega položaja v življenju narediti potem neko stvar, ki je velika. Nič ni narobe, če se ustrašiš. Verjemite, jaz sem se danes ustrašil v backstageu tega eventa. Pa sem ga že lani delal, pa predlani. Normalno je, ko se z nekimi novimi stvarmi soočaš, pridejo občutki. Noben od vas ne zahteva, da vas ne sme biti strah. Strah vas je lahko, kakor vi želite. Lahko se tudi polulate od strahu, če hočete. Ampak pomembno je, da si priznate to. In ko se enkrat človek prizna, da si zasluž, ko se enkrat človek prizna, da je vreden in da so vse te lepe stvari na svetu naredili za njega. A veste, zakaj prodaja dobre avto v trgovini? Zato, da jih vi lahko kupite. A veste, zakaj prodajajo okusno hrano? Ali pa moji starši gojijo hrano? Zato, da jo lahko jemo. A veste, zakaj delajo glasbeniki glasbo? Zato, da lahko vi poslušate. In to vam je vse na voljo. In ko bomo naslednjič prišli pred neko situacijo v življenju, ko nas bo zmrazil in se bojo naše moške kocine povesle in bo cel tisti aspekt močnega tipa se hotel skriti, ko bo naslednjič prišel, ko ti bo punca rekla, ej, dragi, noseča sem, pa se boš hotel zbežati nazaj v študentska leta, pa se preklopiti na življenje brez odgovornosti, pa ko ti bo naslednjič ponudil napredovanje v službi, pa boš zavrnil zaradi tega, ker se ne upaš razviti, takrat se sam zapomnite, da je to vaša naloga, da sprejmete vse dele sebe in da nehate bežati. Zaradi tega, ker če bežimo ljudje iz odgovornosti, bežimo iz partnerstev, brez da bi jih razrešili, bežimo pred odprtimi vprašanji, bežimo pred priložnostmi, potem nikoli ne pridemo v situacijo, kjer bi lahko zagrabili stvar. Razumete? Težko zagrabiš neko stvar, pred katero bežiš. Jaz vem, da imate vsi močne cilje in vem, da si vsak človek, vsak fant znotraj sebe želi biti heroj. In vsak fant znotraj sebe si želi imeti lepo življenje. Vsak si želi uživati, a ne? Vsak si želi biti priznan, spoštovan, vsak želi imeti v življenju tisto, kar potrebuje, dovolj tistega, kar mu je pomembno. Vsak želi biti ljubljen. Dobenega do zdaj nisem srečal, odkar delam z ljudmi, da ne bi tega želel imeti. Ampak potem, če hočemo to imeti v življenju, potem pred tem ne smemo bežati. Jaz sem s Kristi skupaj 10 let, a ne? 11 let, evo. 11 let smo skupaj.
Veste, kolikrat sem hotel zbežati in enkrat sem. Mi da smo šli na začetku najnevezan na razen za 7 mesecev. Peklensko leto je bilo prvo pred nama. Mi dva nismo imela tiste zgodbe, ko ima večina ljudi, ko prvo leto pridejo, pa grejo v kino, pa hodijo na večerje, pa se ljubčkajo, no to smo vse, pa hodijo na morje. Nismo imela tega. Mi dva prvo leto, ko smo začela skupaj hoditi, se je zdelo, kot da pucamo vso frustracijo drug na drugem. In na mami je dobila raka in mi dva smo se skregala tako močno in tako močno prizadela čustveno, da smo šla na razen. Ampak sem jo jaz pustil takrat. Za 7 mesecev sem šla na razen in sem zbežal pred odgovornostjo. Nisem upal prebuditi heroja v sebi, da bi se postavil za svoje prepričanja in pogledal ljudem v oči in rekel, tako pa tako je. Zbežal sem, nisem naredil tisto, kar je bilo treba narediti. Vse pa sem prišel nazaj, pa smo začela nazaj hoditi. Ampak danes nikoli tega ne bi več naredil. Ampak včasih sem zelo veliko bežal, tako da vem, čutim vse, ki bežite, vem, kako se počutite. Včasih bi najrajš dal kapo na glavo, pa se skril nekam, dokler napad ne mine. Včasih najrajš ne bi dvignil telefona, odprl maila. Ampak to je življenje na zemlji. In morate vedeti, da če je neka stvar prišla v vaše življenje, je prišla zato, ker jo vi lahko shandlate. In vi nikoli ne boste v življenju imeli stvari, ki jih ne zmorete, nikoli. Vedno boste dobili tisto, kar lahko s svojim potencialom uresničite. To je smisel vesolja, razvoj. Vesolje vas vedno podpre z okoliščinami, ki jih zmorete. Ampak če hočemo ljudje rasti v življenju, če hoče fant razvijati heroja znotraj sebe, potem mora delovati izven cone udobja. Samo izven cone udobja lahko ljudje rastemo. Ker če mi delujemo v coni udobja, samo takrat, ko nam je udobno in ko že vse vemo, takrat nismo prisiljeni, da se soočimo s spremembami. In večina ljudi hoče ostati v coni udobja, ampak v coni udobja boste vedno imeli to, kar imate zdaj. V coni udobja boste vedno ostali to, kar ste. Vem pa, da imate vsi v glavi en kup stvari, ki jih niste uresničili v življenju. Kako vem? Če bi jih, bi bili zdaj mrtvi. Če ste živi, potem pomeni, da nekje obstaja seznam in ta seznam je v vašem srcu, fantje, zato da ga uresničite. Ampak ne morete ga uresničiti, če bežite. Tako da naslednjič, kako se zbudi heroj v sebi? Pri fantih ne rabite čisto nič druga narediti, ko samo ostati. Ostati tako dolgo, da ste vi pomirjeni situacijo. Ostati tako dolgo, da vi razumete vse aspekte tega, kar se dogaja. Ostati tako dolgo, da naredite to, kar lahko naredite in potem, če boste želeli oditi, odite s pokončno glavo kot zmagovalci. Razumete? Nihče ni rekel, da morate biti popolni. Nihče se niti ne ukvarja z vami. Ljudje mislimo, da se drugi ljudje ful ukvarjajo z nami, pa se ne. Vsak človek se sam s sabo ukvarja. Jaz vem, da ste vi prišli dan sem zaradi sebe. No, mogoče kak fant prišel, zato ko me punca rekla, da mora priti. Ampak vem, da vsak izmed vas išče odgovore zase in lahko jih najdemo samo takrat, ko ostanemo. In včasih vidim toliko čudovitih zvez, ki se končajo in imajo potencial, pa se končajo, zato ker heroj odide, zato ker ne upa dati fantka v sebi spat in moškega v sebi prebuditi. Veste, koliko potencijala na ta način zamre? Veste, koliko potencijala je spečga? Zato, ker so fanti predolg časa oklepajo feltne od avta. Ne tega početi. Boste videli, življenje na tak način ni zabavno. Je sicer lahko lepo, ampak ko pride enkrat naša ura, se nam odvrti pred možgani in gledamo življenje za nazaj in reče, shit, to bi lahko naredil, pa to bi lahko naredil, pa to bi lahko naredil. In vem, da če ste danes tukaj, ima vsak izmed vas možnost, da danes na novo začne svoje življenje. Ker največja stvar in največji dar, ki nam ga dal vesolje, pa je, da lahko vsak dan se znova odločimo, kako bomo živeli. Ti si lahko bil včeraj cepec, pa si lahko danes totalna faca. Ti si lahko včeraj nekaj narobe naredil, pa lahko danes narediš prav. Razumete? Zato imamo vsak dan ta update. Vsak dan se resetira življenje. Zjutraj, ko se zbudite, dobite novo šanso. In ne dovoljte, da vas preteklost definira. Preteklost je mim, preteklost ni več pomembna. Danes se morate vi odločiti, kakšen fant želite biti. Zato, ker boste danes sprejeli odločitve, kam vam bojo danes življenje rihtali. In če ste včeraj punci je rekel, da je smotano in je prizadel, pogledajte danes v oči in reče, oprosti. Ni tako težko, oprosti. Nisem razumel, bil sem na robe feelingu, nisem pogledal vseh stvari, oprosti, žal mi je, rad te imam.
Ampak ostanite, ok? Iti je najlažje. Ljudje lahko vedno gremo. Vi lahko greste zdaj v seminarju domov, nihče vas ne drži. Ampak včasih je pa ostati in pogledati, kje moraš narediti stvari, tiste težek del. Naj dvigne roko tisti, ki misli, da je življenje enostavno. Ni. Sploh, ko ugotoviš, da moraš prispevke pred davčnim plačati. Sploh, ko ni ugotoviš, da na Petrolu zahtevajo denar. Na Petrolu greš tankat in moraš plačati? A ste videli, da se danes v resnici sploh ne moraš ustaviti? Da ti svet ne dovoli, da se ustaviš. Imaš zaposlitev, hodiš v službo in če se ustaviš kot zaposlen, kaj se zgodi? Zamenjajo te. Ves čas te nekdo brca v rit, ves čas te nekdo sil. Jaz imam Kristi, ona je skozi brca v rit. Tako pa daj nekaj. Skozi. Ampak ona je ključen človek v mojem življenju, ko je pri meni videla stvari, ki jih jaz včasih pri sebi nisem videl. In včasih je fajn, da nas do brcno v rit. Jaz imam pa mojo že čist plavo, tako moja kravata. Sploh ne bi rabo, lahko bi imel kratke hlače, pa bi se vsem modr sveto. Ampak veste, včasih mi je bilo to brcanje v rit smotano. Ni mi bilo fajn, bolelo me je. In nisem hotel poslušati ljudi, ko so me brcali v rit. Danes sem se odločil, da imam v življenju fajn ljudi. In jim včasih dovolim, da me brcno v rit, zato ker vem, da imajo prav. Ker vem, da vidijo pri meni tisto, kar jaz ne vidim. In jaz danes pri vas, pri vsakmu vidim, da ste heroj. In jaz sem ponosen na vas, da ste prišli sem, zaradi tega, ker večina ljudi ne bi bila pripravljena petka zvečer žrtvovati za to, da se ukvarja samim seboj. Danes je folk kje? Na pivo. Se pa mogoče boste tudi vi pa šli, ampak zdaj ste na herojo. Pa gledajo televizijo, in eni so doma zato, ker je sneg ponoči napovedan. Ja, si pa res želiš življenje izboljšati, če treba 10 cm snega ostval. Razumeš? Ena gospa je bila danes prijavljena sem, ne vem, Dars je izdal opozorilo pred snegom, 10 cm ga pri nas napoveduje, ne vem, če bom zmogla. Če te 10 cm snega ostavi na tvoje poti do notranjega heroja, potem sem skoraj prepričan, da ne boš nikoli prišel na končno destinacijo. Ni enostavno. Vsi, ki ste imeli otroke, veste, da boste prvo leto bedeli. Ali pa ne. Vsi, ki ste imeli službe, veste, da se morate skozi učiti, da morate zjutraj ob 6 ostajati, 7, 8 se truditi, zato da dobite nakazilo konec meseca. Jaz sem se mogel za knjigo truditi. Jaz priznam, ko sem to knjigo pisal, je bil en žmahar znotraj mene, toliko živčen. Po vsakem poglavju se mi je zdel, da flajšter vlečem iz sebe dol, tako in spodih kri in stare kraste. In se mi zdel, da me je knjiga, da vse pišem. Tako prav, sem prišel do 7. poglavja, sem na vrhu snukal, jaz ne vem več te knjige pisati. Tukaj mi je šlo na živce, ker mi je pokazala in povedala točen tisk, kar sem si hotel zanikati. In ko sem prebral pisane besede, se mi je zdelo, da je pisal en drug del mene. Tisti del mene, ki si želi biti heroj. Tisti mal len žmahar, mam in sinko, je pa hotel knjigo vrst stran. Razumete? In danes sem se, v tem obdobju življenja, sem se eno stvar odločil. Karkoli pride v moje življenje, se bom sfajtil s tem. In tudi vi razmislite o tem. Karkoli bo prišlo v vaše življenje, se sfajtite s to stvarjo. Dajte rokave gor zavihati. Dajte prste pretegnati in naredite tisto, kar morate narediti. In ne bežati. In če vidite punco, ko vam je všeč, fantje, jo zagrabite. In če vidite fanta, ko vam je všeč, če so vam fanti všeč, ga zagrabite. In ko vidite biznis, ko vam je všeč, pejte v njega. In ko vidite nekaj, ko vam je všeč, kupite si to. Naredite si življenje tak, ko vi želite. In ne odlašite na nobeno delo sebe. To je pot do heroja. Tako boste fantje postali heroji. Tako boste konc mirni. Ko bomo čez 50 let vsi stari in bomo hodili po pločniku, se bomo srečali in bomo imeli slušni aparat. Ej, heroj. Kaj si rekel? Heroj. Kaj si rekel? In bomo drugemu pogledali v oči in bomo vedeli, da smo heroji. Razumete? Včasih pa vidim fante, ki so stari 18 let in nimajo upanja v očeh. In rečejo, kam greš na faks? Na ekonomijo. Zakaj? Ja, ekonomista vedno manjka. Ali pa kam greš na faks? Na elektrotehniko študirati. Zakaj? Zato je foto rekel, da se splača. Razumete, kje je ta žar? Kje je ta občutek za vse?
Kje je ta občutek, da vam je dovoljeno? Kje je tista naivnost, ko smo včasih imeli kot otroci, ko smo pogledali neke stvari, pa smo avtomatsko verjeli, da so nam dovoljene, da so za nas, da so tukaj za nas. Kristi je bila na začetku, ko smo mi da ful rado potujemo, tako, če imamo le čas nekam gremo in jaz vedno pridem, če bi pa tukaj živel, bi imel pa tam stanovanje, lej tega Aston Martina, ta letalo mi je všeč. In Kristi, daj umir se malo, se ni vse za tebe na tem svetu. Ja pa je, vse, kar je okoli mene, je za mene, vse, kar je okoli vas, je za vas. In ta sem rekel, to je za vas. In ta oni vidi prej, so za vas. Razumete? Za vas. In jaz sem ta event danes naredil in Kristi je ta event danes naredila in potovanje duše je ta event naredil in vsi fanti in punce, ki vam pomagajo za vas. Zato, da vam pokažemo, da vam vesolje lahko da stvari. Zato je ta dogodek danes brezplačen. Zaradi tega, ker so ljudje izgubili upanje, heroji so včasih izgubo. Ni se vedno treba za stvari matrati v življenju. Ko sprejmeš odločitev, da boš naredil pravo stvar, ti vesolje da stvari. In s tem, ko ste sprejeli odločitev, da prijete na ta dogodek, vam je vesolje dal nepozaben večer. Razumete? In tako funkcionira povsod. In to je pot do heroja, fantje. Če boste na tak način razmišljali, boste dobili vse v življenju. Veste, tako dolgo časa sem se jaz otepil stvari in nisem jih hotel razumeti in je moj ego eno in iste stvari trajbo, dokler nisem tega poštekal, ko vam zdaj govorim. In ko sem sprostil to energijo v življenju, ko sem nehal zavračati to, kar mi je vesolje ponujal, ko sem vzel knjigo, ko so mi jo ponudili in jo prebral, takrat sem ugotovil, da lahko preberem katerokoli knjigo, da lahko katerokoli stvar naredim. Razumete? Da lahko kamorkoli grem želim, zaradi tega, ker sem se odločil, da ne bom več bežal. In to počnejo heroji. Vi ne rabite 5000 korakov, da postanete heroji. Vi rabite samo en korak narediti. In ta korak je, da stegnete roko proti tistemu, kar vam življenje ponuja. Čisto nič druga. No, zdaj, če boste videli punco, pa boste stegnili roko tu, potem boste zelo hitro dobili od vesolja odziv. Ampak, malo heca, zato da vam pokažem, da je lahko življenje zabavno. In ko sem jaz Kristi spoznal sem na enem seminarju, ona je imela takrat fanta. Sicer ni bil toliko lep pa pameten kot jaz, ampak pač bil je v redu. In ko sem jo videl, sem se odločil, ti boš moja. In sem stegnil roko proti njej. Eterično roko, jaz temu rečem, da sem se v glavi odločil, ko bom imel čas, boš moja, zdaj pa nimam časa. In pa sem jo 2 leta pusto, 2 leti midva sva se poznala, pa nisem bila par. In ko sem se jaz v glavi odločil, zdaj je pa čas, da se s Kristi zbližava, je njen fant njo pusto. Razumete? Ta fant je dan srečen, da ne boste narobe razumeli, in Kristi je srečna. Ampak, če se ti za neko stvar odločiš, ti je vesolje da. Temu se reče manifestacija, temu se reče pripravljenost na spremembe. In od heroja vas loči samo to. Če se zdaj v srcu ne čutite, da ste heroji, samo to vas loči od heroja. Ena majhna stvar. In jaz vem, da če boste danes ta večer si dali v glavo to sivo celico in to informacijo, boste celo življenje lahko preživeli kot heroji. Ja, jaz veliko stvari še vedno pikice. Še vedno veliko stvari ne naredim, priznam, krval sem, če se bom zdaj urezal, bo tukaj ven partekel. Ampak vsako jutro se zbudim ponosen na sebe. Nisem niti približno tam, kjer bi rad bil. Niti približno nisem naredil stvari, ki bi jih rad naredil. Včasih še vedno razočaram ljudi, včasih še vedno kaj rečem, da so folk jezni na mene. Najverjetno sem danes kaj rekel, pa kdo je, kot je žmahar, misli, da je. Vem, nisem popoln, potrudim se. Ampak sem heroj. In če lahko jaz to naredim, ko nisem nič drugačen od vas, lahko tudi vi. Ok? Ok. In zdaj je dal vaš notranji otrok aplavz sebi. Jaz nikoli nisem rad ploskal drugim ljudem, včasih, nikoli. Zaradi tega, ker se mi zdel, kam jaz nemo plosko, jaz sem tukaj za sebe. Mislim, zakaj jaz? Ok, se dobro poješ, se dobro zgledaš, ampak zakaj bi jaz tebi ploskal? In pa sem začel ploskati. Veste, kdaj sem začel ploskati? Začel sem ploskati takrat, ko moj notranji otrok hotel ploskati. Takrat sem začel ploskati, danes lahko ploskam vsakmu človeku. In danes bom jaz zaploskal vam. Razumete?
Danes bom jaz zaplaskal še enkrat vam. Veste, koliko ljudi tam zunih je 7 milijard ljudi, veste, koliko jih ne razmišlja o tem, kako biti heroj in herojka zase, ker so ujeti v svoje čustvene vzorce, v preteklost. In nimajo realne možnosti v življenju, da postanejo heroji. Ker če hočeš ti realno možnost imeti v življenju, da nekaj spremeniš, se moraš te možnosti zavesti, moraš se zavedati, zavestno moraš razumeti, kje si in kam želiš iti. In to je to, kar vi zdaj počnete, tako da vam čestitam. Tako da, fantje, to je korak za heroja, da boste postali heroji. Pozabite 100 000 stvari, da jih je treba narediti, samo to naredite in boste videli, kako se vam bo življenje obrnilo okoli. In tisti, ki ste že to naredili, in vsak izmed vas je že parkrat življenje to naredil, podzavestno veste, o čem govorim. Veste, o čem govorim. In tudi, če vam je zdaj žmahar v redu ali pa ne v redu, vsak izmed vas ve, o čem govorim. Ker to, kar zdaj govorim, vsak izmed vas živi. In zdaj bi rad samo, da začnete to zavestno živeti. Da se začnete zavestno odločiti za življenje in da vaše življenje je tako, kot ste se vi odločili. Zavestno. Ok? Naslednja stvar. Ko fante spravimo do heroja in postanejo fantje srečni in sproščeni, ker ko si heroj, si avtomatsko srečen in sproščen. Ne rabiš sreče se učiti, ne rabiš veselja se učiti, to je nekaj, kar pride v paketu s herojem. To je nekaj, kar ti vesolje da kot nagrado, zato ker si sprejel odgovornost zase, je čas, da zdaj punce spravimo do herojk, a ne? Punce, jaz vas obožujem, jaz vas tako obožujem, da sem se z eno celo poročil. In lani sem napisal knjigo za misionarke, za ženske z misijo, ker verjamem, da ima vsaka ženska misijo v življenju, ali da uči otroke, ali da goji zelenjavo in z drugimi hrani z njo, ali da piše knjige, ali da dela stvari. Vsaka ženska ima misijo. Ampak veste, kaj sem ugotovil? Da nekatere punce na koncu, ko bi lahko uresničevale svojo misijo, pristanejo v krču. Zaradi tega, ker začnejo loviti. Veliko punc pride k meni, včasih so objokane, včasih so osamljene, pride na coaching ali pa na tečaj in rečejo, jaz ne štekam, kako naj v življenju naredim stvari, kako naj s svojim partnerjem naredim odnos. Ne razumem. Vse sem naredila za njega, klicala sem ga, bila sem na razpolago za njega, povedala sem mu, da hočem biti z njim, pa je šel. Veste, kaj vam bi danes rad punce povedal? Nehajte loviti ljudi. Nehajte loviti stvari okoli sebe. Ne se poniževati pred drugimi ljudmi. Ne svoje ponosne drže, ki jo imate kot misionarka znotraj sebe, zatreti in skloniti, zato ker nek človek v vašem življenju ne ve, kdo ste v resnici. Ne dovoli, da vas drugi ljudje zatrejo in prisilijo, da se začnete obnašati, da začnete moledovati, da začnete druge ljudi prositi za ljubezen. Veste, koliko punc pride k meni s tem sporočilom? Nima me rad. Zakaj me nima rad? Kaj sem naredila narobe? Kaj še lahko naredim? Kako se lahko spremenim? Kristi, povej mi, Mihael, povej mi. Nehajte to početi. Če nek človek ne razume vaše vrednosti, potem je tudi ne bo znal ceniti. In če nek človek ne ve, kdo ste v resnici, potem ta človek ni ta prav za vas. Ne se več poniževati pred drugimi ljudmi. Veste, koliko ste dobre. Veste, koliko lahko ženska, ko stopi v svojo energijo, naredi spremembe. Veste, kak čustven sistem imate punce. Punce, razumete stvari, ki jih fantje nikoli ne bomo razumeli. Resnično. Ker na moški ego včasih onemogoče, da bi stvari videli takšne, kot so. Punce pa vidite, včasih pride neka stvar v moje življenje, pa je ne prepoznam, pa mi Kristi pove, tako je. In potem je vedno tako. Se spomnim, ko smo Leksi videli. Leksi, to je naša psička, ko smo jo posvojili lani, 2 let nazaj, 1 let pa pol nazaj. In ona vidi tega psa na Facebooku in se začne jokati, pes tam in kuže tam v zavetišču, pes je pač en pes, kaj ne, zdaj pa se vržem na glavo, pač pes je tam, ne. Pusti ga, pač zapri Facebook, ne vem, nekaj gledati. In ona, kako si lahko to rekel? Koliko si lahko toliko brezsrčen? Jaz sem videl samo enega zgarbanega psa, smrdel je že prek slike, prav nikakva je izgledala, tam kam jaz tam imel bajti, glih sem imela novo stanovanje, mislim, glih nove stvari, sem pa dal to, vsak sem,
ne morem jaz takim živeti, s tem živeti. In ona videla v tem psu nekaj. In je videla srce, ki je bilo potisto umazano dlako in otožnimi očmi. In smo privlekla tega psa domov. Sicer me vprašala, je rekla, kaj ti misliš, a lahko imamo psa? In jaz poznam njen pogled. Ko ona prepozna resnično vrednost v ljudeh, dobijem pogled. Resničen potencial v neki stvari, dobijem pogled. In jaz sem se naučil, da takrat, ko ona dobi ta pogled, žmahar bo trajš tih, ker ponovadi nič pametnega zapovedati, in ni sled. In jo posluš. Do zdaj je bilo vedno tako, kot je rekla, glede določenih stvari. In ko sem pripeljala lekcije domov, je bilo to tako. 1 leto operacij, veliko denarja, veliko tolažbe, veliko cartanja in danes je lekciji pes, ki ga nikoli na svetu ne bi dal za nič stran od sebe. In danes sem videl tudi jaz vrednost v njej. In punce imate to sposobnost. Lejte, fantje, bom zdaj na eno moško noto pritisnil. Fantje, tisti, ki ne verjamete, da ima vaša žena sposobnost prepoznati dobre stvari, se je vas brala, a ne? Razumete? Če vas je zbrala, potem verjemte v njo. Ok? In ji dajte tisto podporo, ko si jo zasluži. In ve, punce, postanite misionarke. Začnite izkoriščati svoje darove, atribute, če hočete meni vse, naredite karkoli želite. Ampak ne dovolite drugim ljudem, da vas prisilijo, da začnete loviti. Zakaj bi rabili vi za komerkoli hoditi v življenju? Saj ste prišli zase. Vi imate svojo senco, da hodi za vami. In vi ne rabite hoditi za nobenim. Zakaj bi mogli komu slediti? Zakaj bi se mogli uklanjati pravilom drugih ljudi? Jaz obožujem kršiti pravila. Res. Takrat, ko kršim pravila, se počutim, kot da sem svoboden. Ker nekatera pravila so res nesmiselna. In današnja družba je stvarila veliko pravil, ko so nesmiselna. Pravil, ob katerih ženske ne morejo postati misionarke. Pravil, ko jih veliko ljudi posluša in jim sledi in se sploh ne vprašajo, so smiselne. In danes bi rad, da se vse punce vprašate, katerim pravilom v življenju sledite in kaj počnete in kakšne posledice ima to za vas. In boste videli, da nekatere punce delate stvari, ki si jih v srcu ne želite, samo zato, ker so vam drugi tako rekli. Misionarka tega ne počne. Vam bom še povedal en profil energije, kaj je misionarka. Enkrat ena tečajnica rekla, se Mihael je dober fant, balušen je, jaz bi ga z veseljem imela, sam ne bi imela kristi za bivšo. Razumete? Vi rabite postati takšne punce, da vas nobena druga ne bi imela rada za bivšo. Okay? To je ta energija, ko ženska stopi v svojo energijo in postane herojinja. Jaz sem napisal knjigo za heroje, pa sem skoraj prepričan, da jo boste punce rajš brali kot fantje. Zaradi tega, ker sem knjigo napisal na tak način, da boste punce točno razumeli, kaj sem hotel povedati. V knjigi sem se res prvoščal. Pisal sem o vseh stvareh, ki težijo ljudi. Pisal sem o vseh tabu temah, ki jih imamo ljudje. In včasih rabimo ljudje slišati te stvari. In včasih moramo zapisati te stvari, da so resnične. In zdaj lahko rečete, Žmahar je tak napisal, kar preberite na strani 87, Žmahar je to napisal, ne jaz. Lahko vso krivo dodate na mene, vse vam dovolim, lahko uporabite stavke iz knjige in povete svojemu fantu, Žmahar je tako rekel, na njega se spravil. Tam imaš njegov mail, mihaelaf@duse.si in mu piš. Vam dam to dovoljenje, zaradi tega, ker stojim za vsako besedo. Ampak to sem videl na začetku pri Kristi, pri misionarki. Jaz sem tako vesel zdaj za mojo mami. Za vsako se slišimo po telefonu, ona ima novo idejo, pa ima nov pogled na življenje, pa novo stvar razrešuje. In tako se misionarko ustvarjajo. Nove darove odkriva. Razumete, kaj se zgodi, ko enkrat ženska stopi v svojo energijo, se vse okolje spremeni. A ste opazili to? Ko enkrat mama udari po mizi doma, takrat se moški heroji usedejo in poslušajo. Večkrat vas moram spomniti na vašo resnično moč. Okay? In to je tisto, kar misionarka počne. Ampak glejte, ko enkrat ljudje pridemo do mirnega življenja,
Ko enkrat ljudje pridemo do situacije, ko smo fantje heroji in so punce herojke, misionarke, takrat lahko začnemo skupaj sodelovati. Takrat smo lahko prijatelji. A veste, zakaj so vojne na svetu? Vojne so na svetu zato, ker moški niso heroji in ženske niso misionarke. Na svetu so sodišča in policija in vse te ustanove, zaradi tega, ker moški ni heroj in ženska ni misionarka. Ker ko moški postane heroj in ženska postane misionarka, takrat ljudje postanemo prijatelji. Takrat ljudje dovolimo drug drugemu, da rastemo skupaj. Takrat imamo lepe odnose. Takrat smo srečni drug z drugim. Ko enkrat moški postane heroj, takrat dovoli drugim moškim, da postanejo heroji. Če pa jaz nisem heroj, potem sem pa ljubosumen na druge ljudi, ko so močnejši od mene. Če pa jaz nisem heroj, potem pa tudi nočem, da drugi ljudje okoli mene postanejo heroji. In takih ljudi je veliko na svetu, ko vam hočejo odvzeti moč. Zakaj? Zato, ker jo oni potrebujejo zase, ker jo ne znajo ustvariti sami. Razumete? In ko enkrat vsi sprejmemo odgovornost, da vsak pri sebi postane heroj, veste, kakšno spremembo lahko naredimo? Veste, koliko lepe družine lahko ustvarimo? Najina veza s Kristi je začela funkcionirati takrat, ko je ona postala misionarka in ko sem jaz postal heroj. Takrat, nič prej. Pa smo se trudila, pa smo probali vse zemeljske fore. Ne deluje, pa da ga je. In ne gre. In tudi se spomnim, ko sem bil jaz, ko sem šel doma, sem bil star 21 let. In jaz sem takrat mislil, da sem heroj in sem prišel tako poln samega sebe v Ljubljano, oziroma pač v Ivančno delo sem v Ljubljani. In začnem jaz tako z vedenjem, da vse vem, da mi je vse jasno, da sem najbolj pameten človek na svetu, pa nisem bil. Ker nisem bil heroj, ker sem se skrival. In pa nisem mogel biti nedober v službi, nisem mogel biti dober v poslu, nisem mogel biti dober partner, še pes me ni maral. Tara me včasih ni marala, ko sem prišel domov, se je skrila. Zaradi tega, ker sem šel na živce. Ker nisem ji dovolil, da je ona tak pes, kot želi biti, ker sem hotel ukrojiti pod svojo energijo. In če imate okoli sebe ljudi, ki vas hočejo ukrojiti po svoji energiji, ja kaj potem delate z njimi? Bežite od njih, a ne? Ampak nekdo vas lahko ukloni samo takrat, ko mu vi to dovolite. Ljudje vas ne uklonijo, če vi tega ne dovolite. Ljudje pademo in dovolimo, da nas drugi porinejo takrat, ko mi to dopustimo. Če jaz ne dovolim nekomu, da me zafrkava, če jaz ne dovolim nekomu, da me ponižuje in da me ne spoštuje, potem on tega ne more narediti. Razumete? Ljudje včasih tako prestrašeno živijo in hodijo po svetu in se odzivajo na to, kako drugi ljudje se odzivajo na njih. Dajte vi voditelja znotraj sebe zbuditi, dajte postati heroji in vi igrate svoje okoliščine. Naj se okoliščine odzivajo na vas, naj se ljudje do vas obnašajo tako, kot vi zahtevate, tako, kot vi čutite znotraj sebe. Ampak, a ste ugotovili, da se ponovadi ljudje obnašajo do vas tako, kot se vi obnašate do sebe? Ljudje vas ne morejo spoštovati, če se vi samega sebe ne spoštujete. Ljudje vas niti ne bojo resno jemali, če vi ne boste samega sebe resno jemali. Zakaj bi vas? Če človek, ki vas ima najbolj rad, vi sami ne spoštujete samega sebe. Sej včasih ve, kaj je lepo in pravo, ne? Ve, katere odločitve življenja so prave, ampak ko jih je treba speljati, vedno speljamo odločitve v skladu s čustvi. In vedno sprejmemo odločitve v skladu s tem, kar čutimo. Te se pa velikokrat razlikujejo od uma. In ker so naša čustva včasih zmedena in smo prestrašeni in smo jezni in smo ljubosumni, zaradi tega, ker nismo v svoji energiji, potem so naše takšne tudi odločitve. Jaz vem, da je recept za življenje zelo težko pogruntati takoj. Ampak vem pa, da če si znotraj sebe miren, potem narediš vse zase v svojem življenju prav. Ne moreš kiksnati, ne moreš zbrati napačnega partnerja, ne moreš zbrati napačne službe, ne moreš napačnega koraka narediti, če si ti znotraj sebe misionarka ali pa heroj. Ni mogoče. Zaradi tega, ker te vesolje nagradi s pravilnim izborom takrat, ko ti zaupaš v samega sebe. Zdaj si pa predstavljate to pravljico. To je pa ta pravljica, o kateri vsi sanjajo. Vsaka punčka, ki je stara 13 let, sanja, da bo srečala princa na belem konju. Vsak fant
sanja, da bo ta prav heroj in da bo srečno v življenju. In se dva taka skupaj najdeta in naredita partnersko zvezo. Veste, kakšna neustavljiva energija se ustvari? Veste, kakšna moč lahko pride od takšnega para, od takšnih prijateljev na vse zadnje? Veste, kaj se lahko zgodi? Samo s tem, ko ljudje nehamo bežati in ko punce nehate prositi druge za ljubezen, ampak jo začnete najprej sebi dajati in tisti, ki ne bojo prepoznali, bo pa drug prišel. Razumete? In potem se začne dogajati magic. Tista magija, zaradi katere smo se rodili. Glavni razlog, zakaj smo se ljudje rodili, zakaj smo prišli v inkarnacijo, zakaj imamo to življenje, kot ga imamo, je ta, da vsak izmed nas uresniči svoje življenjsko poslanstvo. Življenjsko poslanstvo imamo ljudje več. Eno življenjsko poslanstvo lahko imaš, ko si star 20 let in potem postaneš bolj moder, bolj herojski in dobiš novo življenjsko poslanstvo in novo življenjsko poslanstvo. In to je smisel našega obstoja, da naredimo stvari, v katerih smo dobri. Zato imate vsi edinstvene darove. Zato eni znate dobro peti, pa znate se dobro pogovarjati, pa znate dobro pisati, pa znate dobro kuhati, pa znate dobro čistiti, pa znate dobro izumljati, pa znate dobro tehnologijo upravljati. Zato imate ljudje različne talente. Zakaj? Zato, da jih izkoriste. Zato vam je vaša duša dala uvid v vas same. Zato, da boste naredili tisto, za kar ste se rodili. Ker zakaj moramo ljudje to narediti? Veste, 7 milijard nas je na svetu z razlogom. Zaradi tega, ker vesolje deluje samo takrat, ko vsak opravi svoje delo. Se strinjate? Kar pogledajte, tako zelo bomo splošno pogledali. Danes napovedujejo sneg, a ne? Pa rečemo, da ga bo po noč zapadlo pol metra. Bog ne daj, ne bom mogla preživeti, ampak rečemo, da ga zapade pol metra. Kaj se zgodi, če jutri ne bo na cesti ljudi, ki so dobri v pluženju snega? Kaj se zgodi, če solinarji iz Kopra ali pa Izole ne bojo soli dobavili v Ljubljano? Ne more vas delovati, ne more ljudi iti v službe. Ta svet lahko deluje samo tako, da vsak izmed nas naredi svojo nalogo. Se strinjate, kaj se zgodi, če kmet ne posadi zelenjave? Kaj se zgodi, če paradajz ne zraste? Cela Ljubljana je lačna. To je pa čisto drugače, ko eden ne naredi tisto, za kar se je rodil. Razumete? Če pa vsak izmed nas naredi tisto, za kar se je rodil, pa imamo pa vsi vse. Ta svet včasih izgleda na prvi pogled krivičen in ne fair, zaradi tega, ker je ogromno ljudi na eni strani, ki nič ne delajo in čakajo, da bodo drugi naredili za njih. In ker nič ne delajo, nič ne kreirajo. In ker nič ne kreirajo, ne doprinesejo družbi. Na drugi strani imamo pa potem ljudi, ki so pridni, ki so misionarke in heroji in kreirajo in ustvarjajo talente in snemajo glasbo in pišejo knjige in kuhajo in tako naprej. Razumete? Kaj se zgodi s svetom, če vsak izmed nas postane heroj in misionarka? Vsak izmed nas začne delati to, za kar se je rodil, izkoriščati svoj talent in potem dobimo civilizacijo, svet, ki je lep, ki je smiseln, v katerem so vsi mirni in srečni. Ja, življenjske lekcije, ki jih imamo ljudi, so nujno potrebne in ljudje moramo paditi, zato da se naučimo, kako se pobrati. In ljudje moramo paditi, zato da se naučimo rano oskrbeti. Ampak boljše paditi, če imaš keša žepa, ne? Boljše paditi, če imaš poln hladilnik. Ker če imaš poln hladilnik, padeš, obrišeš rano in greš in poješ stvari. Če imaš pa prazen hladilnik, če pa nimaš sredstev v življenju, če pa nimaš prijateljev v življenju, če nimaš notranje motivacije, potem pa ne moreš pozdraviti samega sebe. Potem je pa težko iti naprej. In ljudje smo se rodili z razlogom. In vi ste se rodili z razlogom. Vi mislite, da mogoče včasih živite sam za sebe. Nekdo vas ves čas gleda od ozadih in vas ima za vzornika. Vsi tisti, ki imate otroke, ste ves čas opazovani in vaši otroci gledajo vsak vaš korak. Kaj boste spili, kaj boste popili, pokadili, kaj boste pojedli, kdaj boste šli spat, kako se pogovarjate s svojo ženo, kako se pogovarjate s svojim partnerjem, ker otrok vas rabi. In potem imate eno prijateljico, ki sploh ne veste, da vas že leta in leta nadaleč opazuje in gleda, ker vas občuduje in ste njena vzornica in gleda, kako se pogovarjate z ljudmi in se uči od vas. In to je naša naloga. Ko enkrat človek postane heroj znotraj sebe,
takrat začne navdihovati ljudi okoli sebe. Začne tistim, ki še niso prebudili heroja v sebi, dajati upanje. Glej, Matevž, jaz sem, tudi ti lahko. Glej, Mateja, jaz sem, tudi ti lahko. Pa Brane, jaz sem, tudi ti lahko. Dejansko mi je tako ime. In to je naša naloga. Si predstavljate, da na tem svetu ne bi bilo ljudi, ki navdihujejo? Ali pa ljudi, ki delajo dobro hrano? Pri hrane bi zelo hit pogruntali. Za 2 dni ukinemo hrano, dobavo hrane, pa kuharji nehajo kuhati v restauracijah, veste, koliko hit bi začeli iskati svojo kreacijo. Ampak moramo to sprejeti pri sebi. In včasih je to kmalu treba narediti, da ljudje stopimo v te čevlje. Mi dva s Kristi se trudimo, res se trudimo. Trudimo se delati stvari, zato da v ljudeh prebujamo njihovo notranjo moč. Ker smo videli, kako težko se nekateri ljudje spopadajo samim seboj. In mi dva smo šla čez podobno pot. Smo tudi sama veliko stvari zafrknili, verjemite. Zato smo tudi knjige pisali, ker smo noter vse svoje stvari, ko smo jih zafrknili, napisali. Zato imajo te knjige po 340 strani. Res smo veliko stvari naredili narobe. Ampak, ko smo ugotovili, smo rekli, lej, pač, zafrknili smo, kam zdaj s tem naredila, dajmo se naučiti in dajmo to sporočilo predati naprej. In to je ena naloga, zato delamo vse tečaje, kaj delamo, zato da ljudi zbudimo, zato je duhovni atelje potovanje duša obstaja, zato je ta čudovit naravni kamen noter, zato so tisti udobni stoli in glasba, zato da vsakemu izmed vas pomagamo narediti stvari in prebuditi ta pravo stvar. In ko vas je preveč, gledamo usmeljte in naredimo tukaj dogodek. Razumete, veliko ljudi je, ki potrebujejo sporočilo. In ljudje, tako kot vi zdaj gledate mene, tukaj gor na odru gledajo vas. In v eni točki se bojo odločili na podlagi vašega ozorništva. Zdaj pa se odločite sami, kakšen ozornik boste. Kaj želite, da so vaši otroci? Ja, vse imajo svobodno voljo in se bo na koncu sami odločili. Ampak v eni fazi ste pa vi tiste, ki jim pomagate to svobodno voljo ustvariti. In svojim prijateljem. Jaz vem, da vedno, ko stopim v življenje nekoga, mu spremenim življenje. Ali mu grem ful na živce, ali sem pa ful všeč. Te dve opcije sta ponovadi. To se samo odloči. Jaz vem, da imate vi isto moč. Veliko bolj posebni ste, kot si mislite. Vem, da ste tukaj nekateri ljudje, ki tega niste verjela, ne? Pa sem vam rekel, da ste kar neki. Pa da mislite, da vas ljudje ne opazijo, pa mogoče hodite v svoje službe, pa imate oblačila, ki niso kričečih barov in mislite, da vas nihče ne gleda in da ste nepomembni. Ni res. Samo ustavite svoje življenje, za 2 meseca pejte na nek otok na počitnice, pa boste videli, kakšno veliko luknje boste pustili v svojem življenju. Naredite to, mi da s Kristi čas gremo za 1 teden na dopust, pa tečajniki krjo, kje sta? Koliko ni bilo objave na Facebooku? Razumete? Ljudje začutijo, ko vi greste in tako začutijo, ko pridete. In celoten smisel življenja je, da pridemo ljudje. Zato, da se postavimo v svoji energiji in da naredimo to, za kar smo se rodili. Kateri ljudje so vam všeč v življenju? Kateri ljudje občudujete? Ste opazili? Občudujete tiste ljudi, ki so heroji. Tiste ljudi, ki se upajo zmagati ali pa zgubiti. Se niti ni pomemben. Zmaga ali pa zgubi ego. Tukaj se sploh ne gre za kaj duhovnega. Ego je tisto, ki hoče zmagati ali pa zgubiti. Važno je, da ti daš sebe v to, kar počneš. Ali boš zgubil, ali boš zmagal, nepomembno. Ker če narediš stvar v skladu s svojo resnico, si avtomatsko zmagal. Razumete? Ne morete v življenju zgubiti, ni mogoče. Včasih pridejo ljudje pa reče, joj, ne upam se odločiti, kaj če sem pa narobe odločila. Ne upam iti tja, kaj če pa to ni prav kraj za mene. Ne morete napačne odločitve narediti. Ker vedno naredite pravo odločitev, če naredi vaš notranji heroj ali pa vaša notranja misionarka. In ta svet, ne vem, kdo se je tako odločil, je razdeljen vedno na 2 dela, na prav in narobe. In zdaj moraš biti ti car in pogruntati, kaj je prav in kaj je narobe. In nekaj, kar je v Ljubljani prav, je cel narobe, nekaj, kar je v cel prav, je v Mariboru narobe, nekaj, kar je v Sloveniji prav, je v Ameriki narobe, nekaj, kar je v Arabiji prav, je pri nas nezaslišano, nekaj, kar je v Skandinaviji narobe, je pa v Rusiji prav. In zdaj bo ti car in živ prav. To je nemogoče. Lahko sam prsen poješ in počakaš, da začne delovati. Življenje se ne živi na tak način, ni prav ali narobe, prav je to, kar ti želiš, da je prav zate.
In če hočeš imeti frizuro na gor, imej frizuro na gor. In če hočeš biti zabrit po levi, bod zabrit po levi. In če hočeš imeti dolge lase, imej dolge lase. Ker je to zate prav. In ko ljudje začnemo na tak način, jaz vam danes modre zokne, pa bi mogli biti črni. Včasih zelo rad nosim odkristi zokne. In pa je začela kupovati zokne, nogavice s srčki, pa Miki Miško, pa metuljčki, pa roza zokne, še bolj rad ni začel nositi. In enkrat prijatelji Kristi kupijo za božička nogavice, ekstra ženske. In grejo v trgovino in rečejo prodajalki, a imate nogavice, a veste tiste nogavice, ko ima noter špago, da jih ne moreš preveč raztegnati? Ne? A imate te nogavice, pa reče prodajalka, zakaj? Ja, to kupujemo za eno prijateljico, ko njen mož nosi njene zokne in bi rada zdaj se zavarovala, tako da jih ne bo več mogel. In ona prodajalka vpraša, komu pa je? Sam rad nosim roza zokne. Zakaj bi mogli biti to prav? Ali pa narobe? Nepomembno, razumete? Nisem jaz prišel na ta svet zato, da bom druge ljudje spraševal, kaj je zame prav. Lahko mnenje drugih ljudi poslušam in če sem jaz inteligenten, lahko poslušam ljudi, ko so bolj uspešni od mene in bolj zdravi in bolj močni, kako prideti tja. Ampak jaz sem tako, ko se na koncu odločim, čigavo mnenje bom sprejel. In heroj je vedno inteligenten in posluša druge ljudi, potem pa vzame informacijo in reče, ali ta stvar funkcionira za mene ali ne. In če ne funkcionira, jo lahko kamot, tako kot vse ostale informacije, vržete v smeti in jo pustite v košu za smeti. Če vam pa lahko spremeni ta informacija življenje, pa boste pametni, pa jo vzamete. Če vam zdaj se rečem, da bo jutri Bitcoin zrastel za 200%, ja, a boste kupili kovance, kriptovaluto danes ali ne? A boste šli na borzo pa kupili Bitcoin, kriptokovanc, če veste, da bo jutri 200% narast? Ja, če ste inteligentni, boste. Če vam je to pomembno, ja. Če vam to ni pomembno, pač ne boste. Oboje je prav, ampak dovolite se sami odločati, katero mnenje boste sprejeli ali pa ne. In jaz, to, kar pišem v knjigi in to, kar danes govorim tukaj, je moje mnenje. To je moja resnica zase, ampak za vas je pa samo mnenje. Jaz ne želim, da ste vi ovce in zdaj na prvo žogo kupite vse, kar vam jaz zdaj tukaj gor rečem, da morate kupiti. Jaz sam želim, da ko pride informacija v vaše življenje, da jo pogledate in rečete, kaj pa če? To želim od vas. In ker na tak način boste zdravo skeptični. Heroj ni naivn, je pa zdravo skeptičen. Misionarka ni naivna, je pa zdravo skeptična. In ko zdravo skeptični ljudje dobijo informacijo, naredijo iz nje najboljše. Naredijo tisto, kar je mogoče. Zato včasih imaš neko informacijo in jo daš dvema različnima človekoma. In nekdo je naivn, nekdo je pa zdravo skeptičen. In če ta informacija zdaj slaba, je ta naivn nastrado. Zdravo skeptičen se je pa prihranil marsikatero problema, ne? In če ta informacija dobra, je naivn imel srečo in ta zdravo skeptičen je načrtno ustvaril uspeh. In tako delujte in živimo v svetu, v katerem je na tone in tone informacij. Cel Facebook, Twitter, Google jih je poln, skozi nekdo neke knjige piše, skozi neke nove knjige v njih. In zdaj morate biti vi zdravo skeptični. Od vseh teh informacij poiskati tisto, ki funkcionira za vas. Če pa hočete biti to sposobni narediti, morate pa znotri sebe razumeti, kdo ste. In to lahko naredite samo tako, da ste heroj in misionarka. Človek, ki ni v svoji energiji, ne more sprejemati pravih odločitev. In potem se opeče v življenju. In potem pristane v sivini, v tisti, ki veliko ljudi pristane. Veliko ljudi ste opazili zelo težki za sobivati z njimi. Skozi kritizirajo, skozi so skeptični, skozi so cinični, skozi pritožujejo, skozi nekaj narobe, sonce preveč sije, dež preveč lije, hrana je predraga, vse je nekaj narobe. To so ljudje, od katerih ne morete dobiti kvalitetnih informacij. Razumete? In jaz bi danes rad, da vsak izmed vas znotraj sebe poboža svojega notranjega otroka in mu reče, ej mali tisti car, ej mala, rad te imam. Ker to je vaša naloga. To je tisto, kar je vsak izmed vas prišel na ta planet narediti. In kaj boste vi naredili s temi informacijami, je vaša stvar. Vem pa, da vsak izmed vas ima pot, ko jo mora prehoditi. In želim, da se nekoč nekje srečamo
in da vidim žar v vaših očeh, da vidim smisel v vašem delovanju, da vidim, da ste pogruntali svoje življenje in da si dovolite živeti življenje na svoj način. Ker v današnjem svetu, ko je poln teme včasih in težkih trenutkov, ni point, da preživiš, point je, da obstojiš na nogah na svoj način. Zato večkrat uporabite besedo fuck it. Ok? Uporabite jo vedno, ko vam ljudje hočejo vsiliti svojo resnico, katera ni nujna za vas. Ko boste to naredili, naredite drugo stvar. Zavihite rokave in s to besedo v mislih vzamite tisto, kar si vi želite vzeti. Vam bom povedal še en primer. Jaz vedno, ko grem v slaščičarno, naročim več kosov tort. Vedno. In ne vem, zakaj je v Sloveniji pravilo, da moraš naročiti samo en kos torte, ko greš v slaščičarno. Ste opazili, vsi naročijo samo en kos torte. In bolj pridejo pred vitrino, jo ne vem, ali bi ono bruničevo, ali bi to čokoladno, ali bi zaher, ali bi ono sadno, ali bi cheesecake, ne vem. In pa pridem jaz in rečem to in to. In gospa vedno misli, da naročujem za celo mizo. In potem prinese 4 ali pa 5 krožnikov s 5 kozarci vode. In reče, ne, to je vse za mene, drugič le date na en krožnik. Razumete? In pa me vedno cela restauracija gleda. Čuden, ko si ti za en dobil tam, ješ 4 torte. To se ne sme. To se ne sme. A ti niso povedali, da lahko samo en kos torte. Samo en kos torte. In veste, ko čas naredim? Preskočim kosilo, pa jem samo torto. Teda jaz ne vem, kak starš bom, jaz mislim, da bom v redu, ampak jaz bi rad svoje otroke naučil, da včasih jejo samo torto za kosilo, če jim paše. Ne prevečkrat, ampak včasih pa ja. Razumete? Okay? In vsak izmed vas svoje poslanstvo. In ko imaš poslanstvo v življenju, je tvoja odgovornost, da ga uresničiš. Zaradi tega, ker te ljudje okoli tebe rabijo. Vam bom povedal eno zgodbo, ko je Kristi vam ni povedala. Zadnjič je ena prijateljica, ki dela pri Animal Angelsih, dobila enega mucka, ki je imel možganski tumor. In ta mucek je nujno rabil denar za operacijo. In je Kristi pač nakazala denar za to operacijo in je temu mačku rešila življenje. In isto stvar je naredila lani in isto stvar je naredila z enim kužetom 2 meseca nazaj. In zaradi nje je na desetine in desetine živali in ljudi po svetu, ko imajo drugačno življenje. In vi ste isti. Jaz vem, da včasih, ko vi gledate ljudi, ko so na odru gor, mislite, da so drugačni od vas. Čist nič ne. Jaz danes, ko bom šel domov, bom utrujen, meča me bojo bolela. Jutri bom cel dan pisal na računalniku. In pol bom šel tjalo v backstage in bom popil pol litra vode in bom rekel, za mano je, iskreno povem. Ful se veselim tega dogodka, ampak tako kot vi bom prišel dan zvečer domov in se bom vrgel posle in bom utrujen zaspal. Isto je, dobene razlike ni. Jaz sem samo hotel, da en majhen delček mojega življenja, da pomaga drugim ljudem najti smisel. Da pomaga drugim ljudem dati tisto spodbudo. In sem se odločil, da če imam na voljo 200.000 besed, bom uporabil tiste, ki dvigujejo. Zakaj? Če se lahko odločim, da bom to naredil. Zakaj bi vas kritiziral, če vas ne rabim, če ni kaj za kritizirati? A ste opazili, da vas ne rabim kritizirati, ker ni kaj za kritizirati, ker takšni kot ste v redu, ste super, se lahko pohvalite in se lahko sprejmete. In jaz ne maram, da me kdo kritizira. Povej mi, če sem naredil napako, super, jo bom popravil, ampak ne me pa kritizirati. Vse dojamem, kaj sem naredil. Vse, ko ljudje se res poglobimo, res vemo, kaj je tisto, kar moramo spremeniti. Vse tudi vi to veste. Okay? In včasih je toliko lažje verjeti nekomu, ki ti reče, da si smotan in da ne gre. Ampak včasih je toliko težje verjeti nekomu, ki vam pravi, da lahko. Zakaj ne bi mogoče verjeli tistemu, ko vas hoče dvignati, ko hoče videti nasmeh na vašem obrazu, ko hoče, da ste srečni jutri, da imate v ponedeljek spočito telo in bister in da srečni živite svoje življenje. To je nekaj, kar si vsak želi za svojega bližnjega, ne? Pa za svoje otroke, pa za svoje prijatelje. Vsi želimo takšno življenje, dajmo si to želeti za sebe. In midva in mi se bomo še naprej trudili, da pri vas prežigamo iskrce, vse te lučke in te smrečice in to imamo tukaj zato, da vam pokažemo simboliko iskre,
Zato, da v vašem življenju zanetimo ogenj, zato mi v Čorči ogenj gor. Zato imamo tukaj gor zvezde. Zato, ker so to nosilke upanja, nosilke svetlobe. Danes, ko boste šli ven, pogledajte v nebo in boste videli zvezde, ne danes nekaj oblačno, ampak jutri boste videli zvezde. A veste, kaj zvezde delajo na nebu? Upanje dajejo. In zvezde lahko ostanejo, so vidne samo v temi. Zvezda ne more biti vidna, ne more svetiti, če ni ovita v temo. In naslednjič, ko bo prišel težek trenutek, težka odločitev v vaše življenje, morate vedeti, da lahko vaša svetloba je vidna samo zato, ker ste v temi. In ko bo prišla lekcija v življenje, a je to vse, kar zmoreš? Give it to me. Zaradi tega, ker bolj trda tema, kot bo okoli vas, bolj bo vaša svetloba vidna. To je pa nekaj, kar ljudje včasih pozabijo. Vsi občudujejo zvezde in jih gledajo in potem se romantična kosila pripravljajo. Večerje ob zvezdah in zvezdna simbolika je tako romantična. Ampak zvezde, ne pozabite, svetijo samo takrat, ko je tema. In vaš heroj, vaša herojka bo najmočneje zasvetla takrat, ko boste stali na nogah, gledali življenje in ne dovolili, da vas življenje položi. Zaploskajte si.